Evo, ura je 8:30 in z vami sem Šuši na Radio Fantasy, ampak kot ponavadi, seveda v studiu nisem več. Sama v studiu je namreč dobesedno priletela Eva Dolar iz Aerokluba Celje. Eva, dobrodošla. Dober dan. Daj mi povej, Eva, tak nežen glasek imaš, si v redu? Nekaj vidim, da te matra. Ja, mal. Prehlad. Jesenski prehlad, ja. Jesenski prehlad, ja, okej. Eva je, da jo predstavim, pilotka, ampak Eva, koliko si ti stara? 26. In letiš že od kdaj? Od 15. leta, pri 15 sem se začela šolati. Ne samo, da je hodila v srednjo šolo, ne? Hodila je tudi v šolo za pilote. Pri 15 pa ti ga najbolj seka. Mislim, ja. Najstnica. Ja, točno tako. Ampak dobiš na letališču te malo mirijo, no. Ok, se pravi, veš kaj, prej smo glih povedali, da je recimo radar za osebna vozila in tovorna vozila v Šmarju pri Jelšah, ne? V luftu imate tudi radar? Ne, hvala Bogu. Ampak smo omejeni na hitrost letal, se pravi nikoli prekoračene hitrosti. Imamo vedno pravila. Kdo to kontrolira? Ja, se pravila so tudi na cesti, ampak kdo te pa v luftu pol kontrolira? Pilot sam. Aha. Pilot sam. Okay. Pri nas je bolj pomembno to, da imamo določene višine, pod katere ne smemo priti, razen v poziciji pristajanja in vzletanja, drugače pa smo vedno v kontroli sami. Okay. Zdaj, Eva, ti si povedala, da si postala pilotka pri 15 letih. Kdo pa dejansko lahko postane pilot? A vsak? Kdorkoli. Ziher ni nobenih omejitev? Omejitve so samo pri zdravstvenih omejitvah, se pravi, vsak lahko se začne šolati, ampak ti po končanem šolanju oziroma že vmes pred licenco moraš narediti zdravniški pregled. Okay. Takrat pa določijo, ali si zmožen ali ne. No. Ampak večinoma smo vsi zmožni, da lahko postanemo piloti. Športni piloti, no. Športni piloti. Zdaj čakaj, dobila sem še informacije, da ti letiš ne samo z enim letalom. Jaz imam motorno licenco. Ja. Jadralno sem se začela šolati, ampak to meni osebno vzame preveč časa. Zato žal ne upravljam več tega. Tu pa tam čez leto grem na kako jadranje, ampak drugače letim večinoma motorna letala. Tako da to, ja, drugače pa več tipov tega. Več tipov, ok, se pravi, to je tako, ko pač pri izpitu za avto, ko dejansko lahko imaš izpit A, B, C, 3, ne vem kakšne kategorije, tako imate isto pač pri letalih. Ja. Veš kaj, jaz te sprašujem take stvari, zaradi tega, ker pač jaz ne letim, razen na šiht, dobesedno včasih na sekunde, ker mi laiki določenih stvari ne razumemo oziroma ne vemo, kak je pač postopek, da prideš do licence, kaj to sploh pomeni. Ampak zdaj ti si rekel, letiš z motornim. A lahko recimo tudi mene kdaj kam pelješ? Lahko, ja, seveda. Kaj greva v shopping do Zagreba? Ja, na zagrebško letališče. Ne, to je malo preveliko. Lahko v kakšne lokalna letališča, ponavadi si narediš rutno letanje, se pravi, greš do nekega sosednjega letališča ali v Sloveniji, na Hrvaškem, Avstriji, kamorkoli, ne vem, nekaj dobrega pojesti, pa nazaj ali pa se skopati. Eva je postala ravno kar moja najboljša prijateljica, vidim. Daj vas še samo povedati, ti si pilotka v Aeroklubu Celje. Ja. In jaz sem že prej povedala, da jutri imate vi en kup enega dogajanja tam, na letališču v Levcu. Zdaj pa lahko ti še malo bolj podrobno razložiš, kaj bodo lahko obiskovalci, pa kdaj morajo priti, oziroma kaj bojo videli od 8 ure? Od 8 ure, ja. Tudi če bo takole vreme, ko je zdaj? To bomo še malo, če v sonček, ni problema. Okay. Ampak zjutraj še mogoče malo meglica, zna biti pa napovedano je zelo lepo vreme, tako da vabimo vse jutri v soboto na naše letališče. Cilj je, da v bistvu odpremo svoje hangarje, prikažemo našo floto, da imajo vsi možnost poleteti z nami.
Eva je moja prijateljica, še enkrat najboljša, poudarjam, se pravi, jutri bomo lahko leteli. Seveda. S čim pa? Jadralno letimo z Vitlom. Se pravi, to je malce bolj adrenalinska zadeva, sploh polet, kako se zgodi. Potem pa je seveda na vsakem pilotu pa potniku samem, da se dogovorita, ali bo malo bolj adrenalinsko ali zelo položna vožnja. Tako da to je ena izmed možnosti. Potem pa tudi imamo panoramske polete okrog Celja, ki so približno cirka 15 minut. Vsak pa se kupi sedež na letalu, se pravi, mislim, da imamo sedež za 40 € po osebi in da lahko res vsak proba, ali je to za njega, njo, ali pa pač nekatere tudi včasih malce strah za bremzano. Ok, zdaj bom jaz povedala takle. Situacijo iz moje izkušnje, sem par let nazaj letela pri vas. Mislim, kot sopotnik, nisem jaz imela krmila v roki, ker ti zbog ne daj, da mi dajo. Ampak letela sem z motornim in je bilo perfektno. Res perfektno, teda, če bi kdo slučajno probo jutro od 8 ure dalje letališče Levec, imajo dan odprtih vrat in imajo polete. Nisem pa letela še z jadralnim. To pa definitivno moraš naslednjič probati. Zdaj mi sam povej, a to si noter pa sam? Ali imaš še koga zraven, ali kak to zgleda, ker ne bi glih rada sama ostala v letalu. Ne, imamo zelo, zelo dobre, zelo izkušene inštruktorje, sploh tudi jutri, ki so varni, ki znajo upravljati z jadralnim letalom, tako da res nobenega ni treba biti strah, da bi karkoli šlo narobe. Ne da bi karkoli šlo narobe, ampak a veš, ko si sam v letalu in med oblaki, mogoče včasih ni najbolj prijeten občutek. Jadralno letalstvo je v bistvu najbližji približek letenja kot ptica, z tega, ker ni motorja in ti slišiš vso šumenje in si eno z naravo in je res nekaj več. No, ampak Eva, jaz zdaj, ko te gledam, ne, ko tako razlagaš o jadralnem padalstvu, si ne bi vzela čas, pa bi še to licenco naredila? To rečem vsako leto, da to je cilj, da nadaljujem iz šolanja, ampak mogoče jaz mislim, da bo to tvoja novoletna zaobljuba, da narediš licenco. Ne, da bomo shujšali tako vsi, ampak licenca za jadralno padalo. Še mogoče razmerje med piloti pri vas. Ženske, moški? Ja. Kak imamo? V klubu nas je 180 članov. Od tega je pa cirka 10 članic. Tako da, Napredujemo, ampak ženske ponavadi, ne vem, ali nimamo časa ali želje ali pa česa, ampak ponavadi, recimo naš klub je zelo, zelo dela na mladih. Želimo si približati klubsko letenje oziroma sploh jadralno letenje, ki je seveda cenejše tudi, kakor je motorna licenca. No ta podatek sem tudi rabila vedeti. Želimo tudi to prikazati v bistvu javnosti. Sicer lahko vsak leti, ni starostne omejitve, ampak sem zato, da mladi niso konstantno na telefoni, konstantno z računalnikom. Želimo, da pač v bistvu imajo nek cilj, sploh tiste, ki zanima letalstvo, ki zanima strojništvo, ki zanima bolj inženirski poklici. To je za vsakega, ampak sploh na ta način je zelo velika odskočna deska za naprej. Za celotno življenje. Torej, ko bom velika, bom pilotka, čeprav jaz mislim, da večja od tvojih še ne 160 cm ne bom nikoli. So mogoče pa vsem kakve omejitve, ne vem, pri teži, višini, ker zdaj recimo 2 metra visok človek, ki se malo težje spravi v kabino, kot jaz štoflc. Včasih so malce problemi. Ne, ni problema, najdemo rešitve, včasih pa se zgodi, da hočemo biti inkluzivni, ampak včasih se pa zgodi, da ne.
Ja, včasih. Bolj poredko, resnično, ni nekega straha, da ne bo, ne bi šel kdo noter? se vidi, mislim, Se vidi, se ja. vidimo. Razumem. Pol. Okay, se pravi, če bi želeli poleteti naši poslušalci, obvezno jutri od 8. ure dalje na Čez cel letališče dan. v Levec, ampak od 8. ure dalje čez cel dan, družinski dan, lahko si kupite sedež in vzletite z jadralnim letalom in tudi panoramski izlet z motornim letalom. Točno tako. Imamo še kaj takega za izpostaviti? Bo še kako drugo dogajanje? Ne, cilj je na letalstvu, se pravi, da prikažemo, kaj mi sploh počnemo na našem letališču, da lahko ljudje pridejo, pa tudi sam, če pogledajo našo floto letal, imamo vsi člani, bomo tam in predstavili, kaj delamo, šolanje, z tega, ker tudi v naslednjem letu začnemo spet šolati in jadralne in motorne pilote, tako da tiste, ki zanima, definitivno Jutri je dan D na letališču v Levcu. Točno tako. Evo, super. Spoznali boste lahko tudi Evo in še vse ostale člane, zato vabljeni, da se nam pridružite na letališču v Levcu, Aeroklub Celje vabi. Tam bom tudi jaz, mogoče me najdete celo v luftu. Eva, hvala za tale obisk, pa se vidiva jutri in imava mogoče čas ob 10, da poletiva na brzino do Hrvaške? Pa ni Bi šlo, problema. Sonček je. Tako da. Odlično. Hvala lepa, jaz se bom kar kmalu poslovila, ker očitno me čakajo obveznosti na sosednji Hrvaški. Radio Fantasy.